Pozdravljeni, vse kaže, da se bomo večkrat dobili zdaj preko interneta. Poskusili bomo takole, da bom jaz govorila, pa še pokazala vam bom, kaj počnem. Ostali smo pri eksponentni enačbi, nekaj smo jo že rešili. In bomo zdaj poskusili par primerov eksponentne enačbe, potem bomo pa še danes šli na logaritem. Glede na to, da zdaj ne bomo toliko sodelovali, bojo pač videi krajši, vi boste pa pol še nekaj doma naredili sami, brez mene, da bi vam bila v oporo. Takole, no, pa ponovimo eksponentno enačbo. Tule sem že napisala dva primera. Zdaj, rekli smo, da obstajata dva tipa, ki sta tako rešljiva, in sicer ta ima tule osnovo potence 2, na drugi strani je pa 1. To pomeni, da če hočemo, da bi tale enačba reševala, moramo eksponent enačimo z nič, ne. Eksponent, v tem primeru to je tisto, kar je zgoraj, zato 2x minus 4 enačimo z nič. X-e pustite na eni strani, števila na drugi, pa dobimo 2x je 4. Ker imamo tukajle krat 2, delimo z 2. S tem ohranimo enakost na obeh straneh. Pa dobimo x je 2. Zdaj pa še tale. Tale ima pa dve enaki osnovi, se pravi dvojko za osnovo. Takrat pa eksponente enačimo, ne. Eksponenta sta zdaj tole pa tole. Se pravi x plus 3 je enako 7. X je na eno stran, število na drugo in dobimo x je 7 minus 3, kar je x je 4. Okej, to sta bila tale dva primera. Poglejmo, če še kaj druga, mogoče malo bolj zapletena. Zdaj, na koncu smo izpostavljali, ne. Zdaj, kdaj vedeti, kdaj izpostavljati, kdaj pa ne. Tukajle imamo več členov, se pravi, da so ločeni s plusom, ne. Plus ali minus. Zato takrat moramo dati vse na množenje, ne. In to pa naredimo tako, da izpostavimo. Izpostavimo tisti faktor, ki je najnižji, se pravi 6 na x minus 2. Tukaj največ odštejemo od x-a, zato je to najmanjša potenca. Se pravi, izpostavimo 6x minus 2 krat oklepaj. Zdaj pa moramo napisati, kaj ostane. Tule smo celotno izpostavili, zato ostane 1 plus 6 na. Zdaj, od minus 2 do plus 1 so 3 mesta, se pravi 6 na 3. Potem še pa plus 3 krat 6. Od minus 2 do x-a sta pa dve šestki in zato ostane 6 na 2. Je, na desni strani bomo zaenkrat še kar pustili 325. Okej. Zdaj pa tale del izračunamo. 6 na x minus 2 krat oklepaj. To je zdaj 1 plus 6 na 3. 6 na 3. Kje ste zdaj? Tisti, ko imate kalkulator. To je zdaj, ta je bolj tak, enostaven kalkulator, zato si moramo pomagati pač 6 krat 6 krat 6. To je pa zdaj 216 plus 3 krat 36 je 326. Imamo zdaj 6x minus 2 krat oklepaj. Tole je 217, če seštejemo 1 plus 216 plus 3 krat 36 je pa 90, 108. Popravite, če sem narobe, a ne. Saj ste že vajeni, pa tule je 325. Takle.
In tukaj še vedno ostane 325, pa dobimo zdaj 6x minus 2 krat, no, odlično, tole je tudi 325, potem sem verjetno kar prav zmnožila. Zdaj pa poglejte. Tule imamo 325, pa tule imamo 325. Tukajle pa krat. Mi bi želeli to 325 spraviti na drugo stran enačbe, zato celotno enačbo pomnožimo z 325. 6x minus 2 je zato 1. Zdaj pa pridemo do tistega znanega tipa, kjer je potenca enačena z 1, takrat eksponente enačimo z 0. X minus 2. Odlično. 6x minus 2 smo imeli, ne, je enako 1. In dobimo eksponent enačimo z 0. In dobimo x je 2. To je zdaj rešitev. Okej, zdaj nam pa preostane še druga enačba. Druga enačba pa nima plusa ali minusa vmes, zato ne rabimo izpostaviti. Moramo pa upoštevati, da če imamo dve potence z isto osnovo in jih množimo, potem osnovo prepišemo, eksponent pa seštejemo. X minus 3 plus 2x plus 7 je. Zdaj, 1 ulomljeno z 49, ne, 49 že malo nakazuje, da bo to nekaj povezano s 7, ne, 49 je 7 na kvadrat. In imamo zdaj 7 na x damo skupaj, to je 3x, minus 3 plus 7 je plus 4. Malo sem spackala, sicer ste pa to že tako navajeni, tudi kadar sem pred tablo. Zdaj pa imamo 7 na 2, tale 1 ulomljeno lahko pretvorimo v minus, ne. To je 7 na minus 2. In zdaj imamo drugi tip, tako smo rekli, ne, osnove sta enake, zato lahko eksponente enačimo. Eksponent je zdaj 3x plus 4 je minus 2, x je eno stran števila, na drugo in dobimo 3x je minus 2 minus 4, 3x je minus 6. Delimo s 3 in dobimo x je minus 2. Tako. No, zdaj, kar se tega tiče, smo že tako vadili to eksponentno enačbo, nekaj vaje še tule. Zdaj, držite se tega, ne, reši sam. Tule, ne vem, če se bo še videla, tale spodnja trojke so, ne, tole pa 5. Najboljše je, da si tukaj date video na pavzo in rešite sami, ne. Tule so pa rešitve v tem stolpcu. Če gremo na hitro skozi, tale je najtežja, ker morate 27 pretvoriti v 3 na 3. In pa še izpostaviti, tale je pa z izpostavljanjem, ne, vse ostale bi pa mogle iti. Tale je še posebnost, tale ima pa dve rešitvi, ne. Dobro, zaenkrat rešite sami tole, pa če bo šlo ali pa če nekako ne bo vprašanj, potem bomo pustili pač pri tem, da rešite sami. Če ne, bom pa enkrat še tole rešila vam. Pa bomo videli, kaj bo. V naslednjem videu bomo si pogledali logaritemsko funkcijo. Potem pa bo to to. Lepo bodite.